tema tega videa, oziroma ta video je namenjen vsem ženskam, ki bi se rade pogledale, ki so se pripravljene pogledati v celoti v zrcalo, v ogledalo. Torej, kakšno je njihovo realno stanje. Tiste, ki so pogumne in mogoče rabijo neke spodbudne besede oziroma besede resnice, oziroma tiste, ki so pa nezavedne, bojo pa pač nekaj novega spoznale v sebi. Zdaj, če si bo kera miselna, ker zmeri, ko si soočen z realnostjo, z resnico, ponavadi to boli, je neprijetno, tako da če mislite, da to govorim zato, ker projeciram nekaj na vas, na ženske, se motite, zato ker jaz sem ravno tukaj z razlogom, ker vas ljubim, ker vas imam rad, ker imam sebe rad in nočem, da živimo v lažeh, v nekih iluzijah. Hočem, da živimo v resnici, da v realnem stanju, da smo opolnomočeni, zato da pridemo v stanje harmonije, kot posamezniki in kot celota. Poleg tega ženska si. Zakaj bi tekmoval s tabo? Jaz lahko s tipom tekmujem. Mi ne moramo tekmovati, sploh nismo v isti kategoriji. Tako da vse te besede, cel ta video, kar bo, vedi, da prihaja iz čiste ljubezni in želje po zaščiti. V glavnem, mislim, da se lahko čisto vsaka ženska vidi v tem videu, se lahko prepozna v teh besedah, ker imamo itak vsi isto rano. Zdaj, če si nisi poslušala oziroma poslušala prvega in drugega videa, ti predlagam, da greš po vrsti. Jaz bom na YouTubeu objavljal, jaz nisem od jučer, jaz sem čakal, da pridem na YouTube. Moji prvi videi niso moji poskusni videi ali moje neke zmote. Te moji videi, ki so objavljeni, to je vse zapuščina znanja, ki bi ga človek mogel imeti v življenju, ki bi te mogli starši in ki bi te mogli šole naučiti. Tako da jaz tukaj zapuščam neko zapuščino za sabo in so vsi videni up to date. Če bom prepoznal sam oziroma skozi vaše kritike, da kakšni videi niso cool, jih bom šel pregledat in bom ga zbrisal in naredil up-to-date video. Do takrat je to zadnja roba. Boljšega ni. Tako da, če si prišel zdaj in si spoznal oziroma spoznala ta video kot prvi, ti predlagam, da greš lepo na prvega in začneš po vrsti, če se hočeš spoznati. V glavnem, kaj sem hotel povedati? Hotel sem povedati, da vsi imamo isto rano in to je rana zavrnitve. Torej, bili smo zavrnjeni v enem našem delu izraza in zaradi tega smo sami zavrnili ta del, zato da bi bili sprejeti. In zavrnitev samega sebe je vzpostavitev mehanizma represije življenja, torej začel si zavračati samega sebe in se pač upiraš in bežiš od tega dela sebe. Zdaj, vsi imamo to rano, vsak na drugačnem področju, ampak vidim neko vzorec v svetu pri ženskah, da imajo skoraj vse ženske, bi lahko rekli čisto isto rano v odnosu do moških. In če bi se rade osvobodile nekih neprijetnih, trpečih odnosov z moškimi, prišle v stanje opolnomočenosti, celosti, torej vrednosti, ker biti močen, celosten, pomeni biti vreden. Celostnost ali pa, jebote Bog, celostnost ali pa vrednost, to je ena in ista stvar, samo druga beseda. V glavnem, jaz še nisem spoznal v tej družbi ženske, ki bi bila kadarkoli zadovoljna z moškim. In vam dam prav ženskam popolnoma, zato ker moški na tem planetu so v večini neodgovorni otroci, ampak se tudi ženske ste.
Kaj to pomeni? Vsi smo delni, vsi še zmeraj živimo v tistem istem načinu preživetja, kot ko smo bili otroci, torej v naši delnosti, v naši s tem manj vrednosti. In torej zdaj imamo odrasla telesa, smo kao odrasli, obnašamo se pa še zmeraj v tem nezavednem vzorcu zaviranja samega sebe. Vzorec je samo en. Psihologi in terapeuti bo govorili, da jih je milijon in da jih razrešuješ do smrti. To so bučke. Vzorec je samo en. Ali se zavračaš, ali se ne zavračaš. To je to. Konec. Če hočeš kam prijeti v življenju. V glavnem, v enem od prejšnjih videov, sem ali nisem, ne vem, ne spomnim se, v glavnem, zakaj je prišlo do tega stanja, da si moški in ženske ne zaupamo na tem planetu in da si nagajamo, ko eni otroci? Zakaj je prišlo do tega? Torej, tista neka izprijena elita, ki časti samega hudiča dobesedno, obstajajo nevidne sile in zlo in take stvari. Torej, tisti ljudje, izprijena elita, ki slavi samega hudiča in sama živi v šibkosti, v podrejenosti, v manj vrednosti, je pač sprevrgla ta mehanizem zavračanja samega sebe v svet. Ker če pogledaš to življenje, kaj je cela fora? Cela fora, če se zavedaš ali ne, tudi če živiš samo na površini, v energiji, vsak človek kaj je doživel v tem življenju? Separacijo od samega sebe, torej to, da si doživel delnost samega sebe, da si bil prisiljen v ignoriranje dela sebe, zato da bi preživel, in potem celo življenje iščeš pot nazaj k celosti. Na 101 način, zavedno ali nezavedno. In svetovna družba je sproducirala 1001 metodo, kako to dosežeš, in nič ne deluje. Nič ne deluje. Jaz sem probal skoraj vse. Nič ne deluje. Samo ena rana je, to je mehanizem represije življenjske sile, torej celega spektra samega sebe, in zdaj ali imaš vzpostavljen ta mehanizem, ki je zavedno ali nezavedno ignoriranje samega sebe, dela sebe, in to je to. Zdaj, ali imaš ta mehanizem, ali si pa odprt, ali vsakič, ko se ta mehanizem pojavi, torej si ga nezaveden, ali pa si ga zaveden in se umikaš od njega, bežiš od njega, se nisi možen soočiti, ali pa vsakič, ko se ta mehanizem zavračanja sebe ga vidiš in se mu predaš. Torej se sprejmeš, izraziš ta del sebe. Ne samo opazuješ, tako kot disociativni duhovni ljudje o tem govorijo, kar je danes skoraj vsak duhovni človek v disociaciji, ampak da živiš ta del sebe, da ga izraziš. Kaj sem hotel s tem povedati? V glavnem, jaz še nisem videl ženske, ki bi bila zadovoljna z moškim, zato ker so moški kot eni otroci. Moški smo kot eni otroci, prvo kot prvo, kaj je fora? Moški 10 let kasneje čustveno dozorimo kot ženske. Naprimer, ena ženska, ki je stara 20 let, je nekje tam, kjer je moški pri 30, 35 pizdarija, ne? Ampak, če pogledaš, zakaj je tako? Mi moški in ženske nismo ista bitja. Jaz sem tudi celo življenje sem živel, kot da smo pač moški in ženske pač samo ljudje, ampak nismo. Ja, najprej smo ljudje, ampak hitro takoj zatem smo pa moški in ženske. In smo iz drugih planetov. Moški po defaultu je narejen tako, da je bolj prisoten izven svojega telesa, v materialnem svetu, zato da lahko zagotovi preživetje. Zato da lahko zagotovi zaščito, mora imeti fokus izven sebe. Ženska je pa nasprotje tega. Nima fizične moči, da bi to zagotovila, in je ful bolj v stiku s svojim notranjim svetom. Je bolj mehka in zaznava svoj notranji svet.
in je v stiku s čustmi, z mislimi in vsemi stvarmi. Moški je lahko tako, čisto prazen in je kul. Ampak v resnici v njemu človek, na primer, trpi, pa sploh ne vidi. In pač dokler moški začnejo stopati v stik s svojim notranjim svetom, traja leta, marsikdo nikoli. Eni delno, nekateri zelo redki pa v celoti, ampak to so redkosti, to so izjeme. V glavnem, hočem povedati istočasno, da moškega ni za kriviti, zato ker moški je narejen tako, da ni v stiku s svojim notranjim svetom. In še po defaultu manj čustven je kot ženske. Torej, moški je ful manj čustven kot ženske, je čustven, ful manj, ampak je čustven, ampak ful manj, in še po defaultu fokus ima izven sebe zaradi tega, ker mu je bila dana naloga zaščite in zagotovitve preživetja s testosteronom, s fizično močjo. Torej, moški ni narejen za to, da bo neki v stiku s tvojim notranjim svetom in da bo čustven. Tak ni. Ta del sebe ima in ga more živeti to svojo ženstveno mehko stran. Če jo ne sprejema, ni celosten in bo imel probleme v življenju. Ampak sigurno ni v taki meri kot ženske. Ne? Se to mislim, da je jasno vsem. V glavnem, tista izprijena elita, ki je sprevrgla mehanizem represije v tek, je poškodovala zaščitnika človeštva in to je moški. Če imaš ti delnega moškega, to pomeni moškega, ki del sebe zavrača. Zdaj, ali zavrača žalost v sebi in je zaradi tega sposoben samo dominantnosti, dominiranja in agresije in vsakič, kadar se mu v življenju pojavi situacija za soočanje z žalostjo, ker je ne premore, ker beži od nje, je zmeraj sposoben samo agresije, bo tak moški svojo agresijo uporabljal za slabo. Zato, ker takrat, ko bi mogel žalost izraziti, bo napadel. In torej je nevaren. Pol imaš pa drugi ekstrem moškega, ki je pa moški, ki jeze ne izraža v življenju, kot sem bil jaz. Ki moški ne izraža jeze v življenju in na vsako situacijo zmeri odreagira čutno in empatično, mogoče celo žalostno. In s tem ni sposoben zaščititi. Torej, tisti prvi, ki je zmeraj jezen, mogoče lahko bolj zaščiti in je bolj privlačen, ampak si lahko vseeno zaradi tega tudi sebi škodi in predvsem nekomu drugemu, kadar mu žalost izpostavi. Ta drugi je pa isto nevaren sebi in vsem ostalim, zaradi tega, ker mi jezo rabimo, ker so nevarnosti v življenju in če jeze ne boš agresije sposoben, boš nafukal. Pol imaš pa še drugi aspekt tega, da zato, ker se jeza v tebi pojavi, hočeš ali nočeš, ker mi ne diktiramo življenja, ampak življenje nas in na neki točki se bo toliko nabralo ali bo taka situacija, da bo butelno ven in ko butne ven, ker se ne poznaš v jezi, v taki količini jeze, te bo ta jeza obvladovala. Ne boš še sposoben izraziti na način, da boš imel situacijo pod kontrolo, torej da bo funkcionalna. In boš spet nevaren. Torej, moški, ki ne premore žalosti, mehkobe in ranljivosti in šibkosti in premore samo agresijo, bo zmeri, ko bo izpostavljen z šibkostjo, odreagiral burno in agresivno. In glede na to, če hočemo, da bi ženska bila res ženstvena in mehka in v svoji polnosti sprejeta, ob takem tipu, mogoče ji bo privlačen, mogoče se bo počutila malo bolj varno, ampak istočasno nevarno. Zato, ker ta tip ni varen zares. In to imamo, na primer, podobo celo zgodovino. Kaj so moški delali z ženskami.
pač izkoriščali svojo agresijo za izvajanje dobesedno genocida nad ženskami. Ampak pol imaš pa na drugi strani ta spektr nekega modernega človeka, ki ne premore agresije in na vsako situacijo odreagira z neko šibkostjo, mehkostjo. In potem, ko pride do eksplozije te agresije, kaj se zgodi? Ker se ne pozna v njej, ga obvladuje in je nevaren zase in za druge. In to se je meni zgodilo. To sem jaz doživel in oni, ki so bili moji sošolci, vejo, kaj se je zgodilo. Ko se po parih letih jeza bruhne ven. Si ko vulkan in ne obvladuješ ničesar. In zares niti nič ne moreš narediti, ker nimaš kontrole. Ker ena energija, agresije butne skozi tebe in nimaš nobene kontrole. Realno imaš samo neko moč in nobenega fokusa. In si sebi škodljiv in drugim škodljiv. Lahko resno poškoduješ in narediš pizdarijo. Sebi in drugim. Torej, mi kot moški smo zaradi tega, ker smo bili odrezani od naše delnosti oziroma od naše celostnosti, ker smo bili v naši delnosti, smo se zmeri nahajali v ekstremih. In v ekstremih ne moreš živeti. V ekstremih se zmeri zadeve izražajo popačeno. Ravno tu sem dal zdaj prikaz in to je realno odraz družbe. Mi se tako obnašamo, to lahko vidi vsak človek. To je dokaz. Jaz sem zdaj dokazal, da je tako. Ne morete mi reči, da ni tako. In torej to je bilo z namenom vzpostavljeno, ker če ošibiš moškega, ker ta oba moška sta šibka. Če moškega ošibiš, si oduzel zaščitnika življenja na tem planetu. In če si oduzel zaščitnika življenja na tem planetu, si ženske pustil v nevarnosti. In če je ženska v nevarnosti, kaj se bo zgodilo? Mogla se bo sama zaščititi. To pomeni, da bo mogla stati v svoji moški energiji, ki jo bo strošila do konca, ker ta moška energija je za žensko ful stresna stvar. In se bo začela obnašati kot moški, neprivlačna bo. In v večini zmeraj stala v tej neki energiji borbe. Non-stop v neki energiji borbe. In kaj sem hotel povedati vsem skupaj, je, da po eni strani moškega ne moreš obsojati, zato ker ni bil sam kriv za to. Te stvari so se nam vsem zgodile, mi smo vsi ranjeni ljudje in nismo sami krivi za to. Smo pa krivi, če nam je ta problem predstavljen, če smo soočeni z njim, torej če se ga zavemo in vseeno bežimo od tega. Pol smo pa krivi, pol je pa naša odgovornost. Pol je pa naša šibkost, da se nisi sposoben soočiti s tem. Ampak kdo v javnosti sploh o tem govori? Zelo je malo tega. Skoraj nič. Večinoma ljudje govorijo neki na pamet iz prebranih knjig. Ful je malo tega. In zelo malo ljudi je zares v integriteti. Torej, takemu človeku pol niti ne verjameš. In pač mi nimamo strukture v družbi, ki bi zaščitila ljudi. Mi nimamo. Ta vsa zavarovanja in te zavarovalniške družbe in zdravstvo, to je vse pesek v oči. Ti nisi zaščiten z ničemer, to je iluzija. To je neka iluzija kontrole. Nek strah pred tem, da bi imel kontrolo v življenju. Zato, ker je v resnici ni. Ti nisi zaščiten pred ničemer. Tebi, če se zgodi pizdarija, boš dobil nekaj denarja in se boš s tem denarjem si boš lizal rane. To je to. Ti nisi zaščiten nič. V glavnem, zdaj, ko veste, da nima smisla kriviti moškega, ker jaz sem bil slep. Jaz sem bil slep. Celo življenje. Dobesedno se nisem videl. Tako kot nos, ne? Nos je cel cajt v tvoji sliki, v tvojem pogledu in kakorkoli pogledaš, kamorkoli pogledaš, zmeri pred tvojimi očmi. Ampak na neki točki začneš pogled jemati za samoumevno in svojega nosu več ne vidiš. Torej, rataš nezaveden svojega nosu. To pomeni slepota. To pomeni iluzija.
Torej, tu je, ampak ti si ratal nezaveden tega. In jaz sem bil, na primer, nezaveden dela sebe, svojega tlačenja jeze. Vsakič, ko je prišla, sem jo samo videl, opazoval, tu se delal, kot da je nekaj drugega, ne zato, ker bi zanalašč fejkal, ampak ker je bil to moj mode of being. To sem delal celo življenje. Jaz sem mislil, to se je pač izvajalo samo od sebe, jeza je prišla, jaz sem jo opazil in jaz sem tle rekel, da nisem jezen. In tako sem celo življenje delal, jaz nisem to delal zanalašč. Sploh nisem vedel, da delam to, res sem bil slep. Hočem povedati, da slepota je resna stvar. In ker pravim, da v družbi nimamo organa, ki bi govoril o teh stvareh javno, to bi moglo biti dostopno vsakemu človeku, ampak ni ravno z namenom, ker potem bi se ljudje opolnomočili in potem vse to, kar je struktura ustvarila, zgubi delo, ne moreš več prati denarja, tega ni. In zato sem jaz tle. Tako da, torej zdaj, ko vam je jasno, da pač ne moreš slepega človeka tepsti in obsojati, kaj lahko vse narediš, da pogledaš sebe. Lahko sam pogledaš sebe. To je to. Bodi iskrena in poglej sebe v ogledalo in poglej, zakaj je tako, kot je. In jaz sem zdaj tvoje ogledalo, ti bom povedal, kakšno je stanje v resnici, ker vidim, da tudi ženske, ki mislite, da ste zavedne, ki mislijo, da so zavedne in se ukvarjajo z duhovnostjo in ne vem čemu vsem in mislite, da ste na nekem nivoju, ste slepe. Dovolite mi, da vam razložim. V glavnem, večina žensk ima slabo izkušnjo z moškimi, vemo zakaj, ne? Zato, ker so moški neodgovorni, nezreli in slepi. In pač, kaj se zgodi? Torej, večino žensk ima tako izkušnjo, da jih je moški zavrnil ali v otroštvu, ali potem kot starejšo, ampak moški te je zavrnil te je zapustil in ker te je zapustil, ti ni bilo, si ti čutila bolečino. Moški te je zapustil, mogel bi te zavarovati, mogel bi te zaščititi. Torej, moški bi mogel biti tvoj protektor. In ni te naloge izpolnil, ker je bil slep in ni bil zrel. Torej, realno sploh kriv ni bil. Ker jaz ne verjamem, da moški, ki je v harmoniji, torej ki je celosten, ki je sposoben polnovrednega spektra samega sebe, da bi kdaj kaj takega naredil. Ni teorije. Ni teorije, ker jaz ne bi takega nikoli naredil. Jaz ne bi nikoli namensko delal slabo. Slepota obstaja in ljudje res delajo najboljše s toliko vidote, ki jo imajo. Če si pola slep in pola dober, lahko samo pola dobro delaš. In v glavnem ženske, naprimer, če pogledaš tipičen primer ločenih staršev, in tega je ogromno, ja, Bože. In tudi, če niso ločeni starši, smo kot otroci imeli ful slab vzor, kaj sploh zakon oziroma partnerstvo je, ker sta imela starša tak nezrel otročji odnos. In če pogledaš, kakšna je štorija zmeraj, ena in ista štorija je. Moški je slab vzor, torej je neodgovoren do sebe in je s tem slab vzor ženski, v nekem delu sebe jo zapušča, jo zapusti, jo ignorira, zato ker tudi sebe v nekem delu sebe izkorišča, oziroma, je zapustil. In torej človek te zapusti, naprimer, gremo dati čim bolj jasen primer neke ločitve. Moški je protektor, ni bil sposoben zaščititi svojega otroka, svoje punčke in torej punčka je bila zapuščena.
od strani protektorja, od edinega, ki bi jo mogel zaščititi, in še to od nasprotnega spola, ker v življenju si bo najdla tipa najbrž, ne. In doživela je bolečino, zavrnitev, in ker je mogla preživeti, si te žalosti ni dovolila občutiti. In če si žalosti ti ne dovoliš občutiti, je to del tebe, ki ni nikoli si dovolil biti izražen. Zaradi tega, ker ti si mogla preživeti, si mogla sama sebi biti ščit, sama sebi biti varnost, ki bi jo mogla dobiti od drugega, od moškega. In torej za žalost ni časa, ker če jaz žalost pokažem svetu, me bojo ljudje izkoristili, me bojo videli kot šibko in mehko in me bojo izkoristili, ker to ljudje delajo. In torej ti si se zaščitila, pametno, bravo, vse je prav. Si se zaščitila, si rekla, žalosti ni, zato ni cajta za ta del mene, jaz zdaj moram biti sposobna agresije, če ne se mi bo to ponavljalo celo življenje, to je inteligentno. Tako da mehanizem represije je obvezna stvar, kadar se gre za preživetje. Hvala Bogu, da ga imamo. Torej, tebe je moški zapustil, bolelo te je, nisi imela šanse in časa in prostora, da bi si dovila čutiti žalost ob tej bolečini zapustitve in si jo zatrla. In kaj si s tem naredila? S tem si ratala delna, iz celostnosti si začela en del sebe zavračati, si ratala delna. In kaj to pomeni biti delen? Pomeni biti nevreden, manj vreden. Torej, to pomeni biti celosten, to pomeni biti delen. To pomeni biti vreden, to pomeni biti manj vreden. Torej, občutek manj vrednosti, ki ga imaš, je zaradi tega, ker si delna. Če bi bila celostna, cel spektr same sebe, se ne bi nikoli o tem spraševala. Bi bila pač vredna in bi funkcionirala skozi življenje kot vredna in situacije v življenju bi se ti prikazovale kot vredne. Torej, srečala bi vrednega moškega in imela bi vreden odnos, torej pomemben, celosten, polnovreden odnos. Ampak, ker ti ta del sebe, ki si ga potlačila, zato ker moraš preživeti. Kaj si naredila s tem? Torej, ti si zdaj manj vredna, hočeš ali nočeš, ti si zdaj manj vredna v energiji, ti imaš vzpostavljen mehanizem represije same sebe, tega mehkega dela sebe, in torej ti si delna in ti celo življenje tako funkcioniraš na tem nezavednem, s tem nezavednim mehanizmom represije in se v življenju počutiš kot manj vredna. In kako se to kaže v tvojem življenju? Tako da konstantno iščeš potrditev od tipov. Torej, ali loviš tipe, ali skačeš od enega do drugega, ali misliš, da ti bo tip prinesel neko zadovoljitev, da ti bo dal varnost, ki jo tvoj oče ni imel. In glumiš v odnosu, zato da bi odnos obdržala, in odnos manipuliraš, zato da ne bi bila ponovno zapuščena. In se sploh ne zavedaš, da to delaš. Ker iščeš to svojo delnost, ki si jo lahko samo sama daš v moškem, ki te je zapustil, torej v svojem partnerju. Torej, oče te je zapustil in ti zdaj hočeš se dokazati svojemu očetu, glej, vredna sem, sprejmi me, cela sem, sprejmi me celo. To delajo ženske, ki se mečejo za tipi, ki imajo ogromno partnerjev in govorijo, da seksajo iz zabave in take bedarije. In ki se grejo neke odprte odnose in ne vem kaj. Vsa ta energija ženske dan danes, ki je to vse moška energija. Današnje ženske ste vse v moški energiji. In to ni obsojanje, to je realnost. V moški energiji ste zaradi tega, ker ste se mogli zaščititi, ker vas moški ni zaščitil. Vse je kul. Vem, da je tako zaradi tega. To ni obsojanje. Hočem vam samo stvari dati na platno, zato da se lahko vidite. Da vidite, zakaj trpite. Zakaj konstantno
iščete zadovoljitev same sebe, potrditev, da ste vredne v nekomu drugemu, v moškemu. In to delate vse ženske. Noben drug te ne more zadovoljiti, če sam bežiš od samega sebe. Ne moreš natočiti iz praznega vrča nekomu drugemu. Samo če je poln vrč, lahko natočiš nekomu drugemu. In če je poln vrč, ne iščeš nikogar. Si zadovoljen, si potešen. Kaj to pomeni? Torej, samo če sebi dovoliš to žalost občutiti. In to ni enkratna zadeva. To je neka žalost, kateri se moraš odpirati v življenju vsakič, ko se pojavi, in če se ne pojavi, najdi način, da se spustiš v njo. To je itak kot nekako realno glavna moč ženske. Stopiti v njeno žalost, ki te pelje kam zmeraj, v neko mehkost, občutljivost, v intuicijo, v srce, v telo, v šibkost. Torej, če si dovoliš občutiti to svojo manj vrednost v celoti, tako da objameš ta del tebe in ga živiš, to pomeni, da si dovoliš ta izraz sebe in si sama sebi zaščitnik in oče, ki ga nisi imela. Torej, da si dovoliš ta del sebe in se zjočeš sama sebi in jočeš in jočeš in jočeš in pol greš spat. In potem, ko pride spet, jočeš, jočeš, jočeš in si žalostna. In si dovoliš, da si žalostna. In si dovoliš vse to. Si dovoliš vso to svojo neprijetnost same sebe. To žalost in bolečino, ki si jo celo življenje nezavedno tlačila. Dokončno integracijo tega boš doživela samo pred očmi moškega. Ti lahko jočeš leta na samem, če tega nisi sposobna spontano, brez pikice upora, izraziti pred moškim, ti integracije, torej spremembe v energiji ne boš nikoli dosegla. Super, zdaj smo prišli na spremembo v energiji, en ful ključen pomen, ena ful ključna stvar. Jaz vidim, naprimer, te ženske, ker sem vem, sam sem imel stik s tako žensko in je ne obsojam. In vem, da večino njenih kolegic so take in v familiji moje ženske so take in nisem itak srečal še take ženske, ki ne je bila taka. Itak imamo vsi iste rane, saj pravim, cel cajt. In v glavnem, kaj je fora? Dosti teh žensk, dosti vas žensk, kaj dela v življenju? Torej, imaš one ljudi, ki samo bežijo cel life in se udajajo v neke adikcije, deloholizem, karijera, karkoli. Kot sem rekel, če bi si pogledal prvi in drugi video, bi videl razlago, da obstaja beg skozi neko vedenje, torej v alkoholizem, deloholizem, seksualnost, menjavanje konstantno partnerjev in take stvari. Pol imaš mentalno neravnovesje, mentalno trpljenje in fizične avtoimunske bolezni. To je to. In čisto vse tri stvari so pokazatelj tvojega bega od tebe. Od dela tebe, s katerim se nočeš zavedno soočiti ali nezavedno. In zdaj je nekako glavna stvar. Torej, razložil sem, da torej to žalost, to mehkobo, to šibkost si moraš sama sebi dovoliti. Torej, zdaj, ko si v tej moški energiji, ki jo premoreš, že, ker je skoraj vsaka ženska v večino v moški energiji, torej to, kar zdaj ti premoreš, s tem delom sebe dovoli
da si dovoliš občutiti ta drugi del tebe. Torej, zdaj ta moška energija v tebi je zaščitnik tebe same in si dovoliš žalost. Torej, sama sebi si starš, si moški, si oče, ki ga nisi imela, takšnega, kakršen bi mogel biti, zato da bi ti bila celostna, sprejeta in si to zdaj ti sama sebi. To sem jaz delal, to mora vsak človek narediti. To je tisti del, kjer smo mi kot ljudje vsi enaki. To mora vsak človek enkrat v življenju narediti. To je edina pot k celostnosti. Da sam sebi nudiš ta prostor sprejemanja, da si ti sam ta brezpogojna ljubezen, ki je nisi nikoli dobil. To je edina pot. Ni druge poti. Torej, sama sebi, tako kot sem jaz sam sebi dovoliš svojo bolečino čutiti, vsakič, ko pride, se vdaš v njo, se spoznaš z njo in njo živiš, ne samo opazuješ neke meditacije in te bedarije, bodi človek, ne se delati, da si neko duhovno bitje, ker si itak že duh, sam bodi človek in joči. In zgodbice in spomini sploh veze nimajo, če pridejo, jih uživaj in živi. Torej pridejo, si jih dovoliš premisliti, se poglobiš v njih in jih spustiš. Tako kot žalost pride, jo živiš, jočeš in presahne. Pusti si življenje, da steče, odpri se. Zame je bila to na primer agresija, jeza. Itak dan danes v tej družbi smo vsi depolarizirani, vsi smo v nasprotnem polu, moški smo ko ženske in ženske so ko moški. Kako bomo prišli drugače v svoj naravni pol, ven iz depolariziranosti, če ne bomo sprejeli sebe v celoti? Cel cajt bomo v nekih ekstremih. In tudi, če je v pravem polu človek, še zmeraj je delen, še zmeraj je šibek, ni celosten. Tako da v vsakem primeru si šibek, tako kot sem na začetku razložil. Imaš dva spektra šibkosti, dve situacije. V glavnem, dovoli se, vdaj se, predaj se svoji bolečini, dovoli si čutiti svojo žalost, mehkobo in ranljivost, sama sebi, da je ta prostor nekje na varnem, seveda. To je prva stvar. In drugo kot drugo, integracija, nema veze, koliko časa ti jočeš, koliko let ti jočeš. Integracija se lahko zgodi samo, ker lej, vsi smo za 4 stenami pod tušom pametni in samozavestni, ne? In kao, iskreni, avtentični. Pol pa prideš v situacijo pred ljudmi in je že tako, že zatrokira. Ker naenkrat pride nek strah ali nek sram. Šibkost. Tako da ti lahko jočeš, prazniš se in pucaš, kar je pomembno. Ti moraš to narediti. Ampak hočem povedati, da integracija tega, torej da bo to zabeleženo s strani življenja, da se je zares zdaj spremenilo to, da ti nimaš več mehanizma represije v življenju, ampak da si odprta. To se bo zacementiralo v tebi šele, ko se bo to zgodilo pred očmi moškega, pred očmi drugih ljudi. To pomeni, da ti ne bo več mar, kaj si drugi mislijo. Ti si zdaj sama sebi varnost, jaz sem zdaj opolnomočena ženska in sama sebi dovoljujem in nudim varnost. Zato, da sem lahko in mehka in s tem zaradi tega močna, avtonomna. In samo, če si takšna, če si celostna, nehaš iskati, nehaš loviti moške in iskati potrditev skozi njih. In se nehaš lagati sama sebi, da se zabavaš s seksom, ko realno to delaš to, ker si slepa, ker je to edini način, kako dobiš potrditev, da si vredna. Ker je to edino, kar ti itak tip da. Kaj ti pa da drugega? Nek ranjen, površinski tip.
In to je edina stvar, skozi katero čutiš neko iskrico življenja. In to konstantno loviš. Torej, ti si slepa, govoriš, da seksaš iz užitka, kao iz neke zabave, v resnici konstantno iščeš potrditev in konstantno želiš v sebi čutiti to iskrico življenja, ki jo čutiš daj s seksom. To neko vzburjenost življenja, ki itak presahne, zato ker se je zgenerirala zaradi seksa, ne zato ker bi tam zares že bila, ne zato ker bi se ljudje ljubili, zato ker se ljubijo in bi si radi dali, ampak se fukajo, zato ker nimajo. Dokler si ne dovoliš svoje žalosti, svoje ranljivosti, svoje bolečine občutiti, kolikor pač treba, in naslednji korak, dokler si tega ne dovoliš občutiti in izraziti pred svojim moškim, oziroma če moškega nimaš pred očmi javnosti, to pomeni, da te ni več strah, kaj si drugi mislijo, ali te bojo sprejeli ali ne, nema veze. Jaz sem sama sebi dovolj, močna sem si, ampak vse te besede ne pomenijo nič, če ti tega ne daš v prakso. Torej, dovoli si in dovoli si biti videna. Šele takrat boš zares močna in celostna. Kaj je problem? Vidim ljudi, ženske, si med sabo govorijo, vredna sem ljubezni, pa dej, pa sej si vredna ljubezni, punce, vredne smo ljubezni, jaz sem vredna ljubezni, jaz vem, da sem vredna ljubezni. To si ženske govorijo, to si ljudje govorijo. In potem vidiš, kako se obnašajo v resnici, oni sami in kaj jim življenje zrcali in cel cajt jim zrcali in se obnašajo kot nevredni. Torej, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da miselni svet, to, kar si mi tle govorimo v glavi, to ni avtoriteta naše izkušnje. Ti lahko prebereš 10,000 knjig, jaz zmeri pravim, psihologija ne obstaja. Ti si lahko tle v glavi namišljaš, kar češ, lahko si v ogledalo govoriš vsak dan najjače afirmacije na svetu, nič se ne bo spremenilo. Je ženska, imam žensko, jo vidim, se pogovarjam z njo in mi govori, da je vredna. Mi govori, da je vredna, ljudje hodijo na neke kakavove ceremonije, na neke rituale, meditacije, psihadelike, terapije, psihologije, filozofije, preberejo 10,000 knjig in vse, kar si govorijo v glavi, je, da so vredni. In zdaj mislijo, da zaradi tega, ker imajo v mentalu, da oni so pa zdaj vredni, da so kaj spremenili. Nič se ne spremeni, če se ne spremeni v energiji. Kaj to pomeni sploh? Torej, ženska si reče, da je vredna, si govori, da je vredna, se prepričuje, da je vredna in to je že prvi dokaz, da ni vredna. Ker nekdo, ki je vreden, si ne rabi govoriti, da je vreden. Nekdo, ki je vreden, to živi. Nekdo, ki je vreden, si ne govori, da je vreden. Nekdo, ki je celosten, se ne sprašuje, če je celosten. Torej, samo če si nevreden, si moraš govoriti, da si vreden, ker se prepričuješ. To je prvo kot prvo. Drugo kot drugo. Ti govoriš, da si vredna, da si kao spoznala skozi življenje, skozi ceremonije, terapije in svega kurca, da si vredna, a v resnici spet iščeš pozornost v tipih, dajaš noge narazen na prvem, drugem, tretjem dejtu, kažeš, koliko nisi vredna, in koliko pomembno ti je, da te čimprej potrdijo, da si vredna, koliko si v bistvu nidi potrditve, potrebna ne seksa. Seksa, ki bo potrdil, da si vredna. Ker ženska, ki bi bila vredna, ženska, ki je vredna, bi rekla, ti si meni hud, ampak jaz vem, kaj se bo zgodilo, če dam zdaj noge narazen.
Torej, na meni je, če si ti nezrel, da me ne zaščitiš, je na meni, da se zaščitim. In zaščitila se bom tako, da ti bom rekla, nema seksa do poroke. Ta nema seksa do poroke je včasih bil z namenom. Je bil z namenom, da se ženska zaščiti. Da se ženske zaščiti. Nema seksa do poroke. In potem si lahko vzameš cajt, se s tem človekom spoznaš in vidiš, če si on sploh zares želel biti s tabo, ali je hotel, da mu parkrat pride. Je hotel samo si malo zdrgniti svoj kurac v tebi, a v resnici ga sploh ne zanimaš. In ni pripravljen biti zares s tabo. Ker če bi mu ti bila nekaj posebnega in če bi bila v stanju vrednosti, da bi bila celostna, tip, ki mu bo taka ženska prečkala pot, mu bo itak prečkala zato, ker bo sam na tem nivoju. In tak tip bo rekel, curica moja, jaz seksa ne rabim. Jaz komaj čakam, da se ljubim s tabo, ampak če te moram za to poročiti in da si vzameva cajt, da se spoznava, meni se ne mudi, imam cajta kot reka, jaz si itak želim samo tebe. To reče vreden tip. Mogoče si zdaj eni mislite, da jaz nekaj nabijam, ampak jaz sem res tak. Hočete ali nočete. Ali si mislite, da igram neko idealno verzijo sebe. Curica, jaz sem si rekel, zdaj naslednja cura, ki bo moja žena. To pomeni, nema seksa do poroke, ali pa brza poroka, zato ker bom vedel, da je prava. In že vem, da je prava. In ker sem sam vreden, ne zato, ker si govorim, ampak ker sem si dovolil dele sebe, ki si jih nisem dovolil in si jih dovolim in jih živim. Jaz jih nisem sprocesiral zato, da bi se jih rešil, ampak zato, da jih živim. Zato, da sem celosten. Mi nismo prišli sem sprocesirati stvari in pozabiti na njih. Mi smo prišli v življenje, mi smo prišli biti celostni, polnovredni. In ker sem tak, se boste sami, jaz lahko tle govorim, ker če mi boste sami mogli pretuhtati, sem tak ali ne. Vaše podaritve itak ne rabim. Ker sem sam tak, si mislim, Miška, meni se sploh ne mudi. Jaz tebe ne rabim, jaz si tebe želim. In jaz tle, dokler sem sam in delam, jaz treniram, zato da se bova lahko čim boljše ljubila. Hočem tebe, ali pa nobene. Verjameš ali ne. Tako je. To je nekdo, ki je vreden. Tako se obnaša nekdo, ki je vreden. In moški, in ženska. Torej, poroka je imela namen zaščite ljudi. In danes je to vse nevredno. Ampak, končno, ker smo imeli ljudi, ki niso prepoznali varnosti in namene poroke in so se obnašali kot pujsi, torej vsi se lahko fukamo med sabo, ko neke orgije in vse je kao kul, bomo sami prišli na to, glej to, to ne deluje. To, da ne deluje, to nas pelje v kaos. In spet bojo ratale pomembne in vredne poroke. Torej, politična, zakonska poroka. Jaz podpišem, da si moja in če gremo narazen, ti pripada pol premoženja. Jaz ne govorim o neki cerkveni poroki. To lahko naredite sami ritual, zato da se imate fino in lepo in da je fešta. Jaz govorim o zakonski poroki. Torej, če si ti neodgovoren, če se ne dokažeš kot odgovoren, potem se bom jaz poročila s tabo, pa da vidimo. In če gremo narazen, mi pripada polovica. To je namen poroke, da se ženska zaščiti, tudi če gre vse skupaj v kurac. Občuti, dovoli si svojo bolečino, svojo žalost,
v njej moraš biti videna od tvojega tipa ali od strani javnosti. In to mora biti na neki točki spontano. In ko boš opazila, da je to spontano, da si lahko v tem videna, šele takrat se je integracija zgodila v energiji. Takrat imaš spremembo v energiji iz delnostni v celostnost. Torej, ko ti spontano lahko pred očmi drugega človeka izražaš svojo rano, veš, da nimaš več mehanizma represije. Torej, ti lahko to treniraš, kolikor češ in prazniš, ampak integracija se zabeleži šele, ko se to zgodi spontano pred očmi drugih. To je opolnomočeno stanje. To je stanje vrednosti. In ženska v takem stanju, zato ker vidi, kaj se dogaja, če nisi v takem stanju. Vidimo preteklost ali pa svojo preteklost. Se bo zaščitila. Torej, ženska, ki pride v stanje vrednosti, ki rata ponovno v energiji, devica. Kaj češ jačega to kot za tipa? Kaj češ jačega kot to, da je ženska spet v energiji devica, torej da je celostna. Da je celostna, polnovredna, opolnomočena ženska, ki ne rabi nikogar, ki si želi moškega in ji je istočasno dovoljena oziroma si dovoli svojo mehkobo. Nekaj, zaradi česar si moški žensko sploh želi. Mi si ne želimo ženske, da je kot moški, ker mi smo že moški, mi nočemo biti pedri. Mi smo tipi in nas privlači nasprotje. Jaz bolj, ko grem v to svojo agresijo, bolj, ko si jo dovolim, več, ko si agresije dovolim, bolj sem dominanten, bolj sem trd, bolj me zanima mehka ženska. Bolj mehka, ko je, bolj me rajca. Bolj, ko je mehka, bolj mi je zanimiva, bolj mi je privlačna. Bolj, ko je punčkica, bolj, ko je mehka, bolj mi je všeč. Človek v harmoničnem stanju, v svoji celostnosti, moški rata še bolj dominanten in avtoritativen, ženska pa še bolj mehka in istočasno nepotrebna drug drugega, ampak željna drug drugega. Zato, ker imata zadat in ne rabita jemat. Ampak mi itak nimamo takega vzora, ne človeka, ne parov v naši družbi. Torej, ti si lahko govoriš v glavi, kar češ, da si vredna, kolikor misliš, da si. Tvoje obnašanje in partnerji v tvojem življenju dokazujejo, kje si. In samo si govoriti, da si vredna in hoditi na neke rituale in terapije, kjer si ti po 1 promil dovoliš svoje mehkobe, to ni vse skupaj nič. Ti si moraš dovoliti jokat, zato ni nobene terapije, moraš si biti dovoliti ranljiva in mehka in moraš na neki točki to živeti pred drugimi ljudmi. In to bo kot integrirana, torej sprememba v energiji, torej ti, ki nimaš več mehanizma represije pred tem delom, šele ko se bo spontano izražalo pred drugimi ljudmi. Takrat si ti dosegla integracijo, spremembo v energiji. Ker energetsko polje, ali kakorkoli češ reči, torej mi imamo telo, imamo mentalni nivo in imamo energetski nivo. Konec. To je naša izkušnja. Imaš torej fizično telo, v glavi si misliš štorije, ki so itak samo zrcalo energetskega sveta. Torej, energetski svet je avtoriteta naše izkušnje. In kaj pomeni energetski svet? Kolikor se sprejemaš in kolikor se zavračaš.
Torej, koliko imaš ljubezni in koliko imaš strahu. Nekaj strahu moramo ohraniti, zato da pogledamo levo in desno, ko gremo čez cesto. Normalno, nismo fuknjeni, ne? Če nas bo tiger lovil, jaz bom prvi, ki bom bežal. Ampak hočem povedati, da straha, ki ga pa imamo pred izrazom samega sebe, torej življenjske sile, ki teče čez nas, to, da se izrazimo kot polnovredni spektr človeka, ta strah, tega straha se pa moramo osvoboditi. Mislim, moramo. Pizda, moraš si ga želeti, ne? Ne zato, kar sem jaz rekel. To si itak vsi želimo. Vse te adikcije in vse stvari, ki jih delamo v življenju, so itak beg stran od tega, kar si zares želimo. Tako da hočem samo povedati, ker živimo v ful mentalnem svetu, ne? To je ful velik problem. Mi živimo v zelo mentalnem svetu, kjer večina ljudi, ki govorijo o teh stvari, so sami ful mentalni, jaz nisem, ne? Jaz ful nisem mentalen človek, čeprav mogoče zgledam. Večina ljudi, skoraj vsi, ki govorijo o teh stvareh, so ful mentalni ljudje in ponujajo mentalne rešitve, ampak to ne obstaja. To ne obstaja, to je zelo dinozavrski pristop k človeku. Človek se spremenja samo v energiji, nikjer drugje. In takšna kot je energija, tako se bo zrcalo njegov mentalni nivo, on v obnašanju skozi telo in skozi situacije v družbi. Takšno kot imaš energijo, to boš privlačil življenje. Kaj si govoriš v glavi, nema veze. Dokler se ti prepričuješ, da si vredna in nisi sposobna biti celostna, spontano pred očmi ljudmi, ti nisi vredna. In boš celo življenje živela to iskanje vrednosti v drugih ljudeh. Poleg tega, kako lahko kot ženska, ki si ob enem želi, ker to čuje ženske govoriti, da si tipi jih ne vzamejo za svoje. Torej, ženske se pizdite, da si tipi ne vzamejo žensko za svojo, da si jo ne prilastijo, ti si moja, in pa skrbijo za njo. Istočasno pa učijo tipe, da je čisto kul, če se pofukaš na prvem dejtu. Kako lahko ženske pričakujete, da si vas bojo moški vzeli kot svoje, se borili za vas, se dokazali, da je neka vrednost na vas in da je vredno za to se dokazati, potruditi. Kako lahko pričakujete, da vas bo moški tako dojemal kot neko poroka celoživljenjsko vredno družico? Kako lahko pričakujete, če istočasno hodite v odnose, kjer ne zahtevate tega? Kako lahko to pričakujete? Učite moške, da je kul, če na prvem dejtu ali pa na 5. dejtu fukata za zabavo, kao. In hodite v odnos, tudi če ne seksate tako, ste pač v odnosih, kjer tolerirate takšno obnašanje, obenem pa hočete, da bi se obnašal tako, da si vas zavzame. Torej, vi ga učite, da je kul, vi moške, vi ženske, moške učite, da je kul, torej tolerirate, sprejemate, zato ker ste needy, ker rabite potrditev, da ste vredne, sprejemate obnašanje, ki si ga ne želite. Torej, učite jih, da delajo nekaj, kar si v resnici ne želite. Kako mislite, da se bo zgodila sprememba? Torej, če moški sam ni odrasel in zrel in se ne zaveda teh stvari in ne ponudi varnosti, potem si jo morate same nuditi. Ne moreš obenem se pizditi, kakšni so tipi, kakšni prasci so,
da niso resni in da niso zreli, nema veze, koliko so stari, se obnašajo kot otroci. Ne morete se pizditi, istočasno pa še zmeraj izhajate iz tega stanja manj vrednosti in tolerirate, dovoljujete manj vrednostni odnos. Po kateri logiki mislite, da bo prišlo do spremembe? Če ravno s tem, ko dovoljujete in tolerirate manj vrednostni odnos, dokazujete, da niste vredne. Da niste vredne, da bi vas nekdo zaščitil. Se potrudil za vas. Ker same dokazujete, da niste vredne z vašim obnašanjem. In še nekaj. Današnja ženska, torej kako moški nastane? Kako fant rata moški? Fant rata moški tako, da se zgradi. Telo, torej fizično moč, seksualnost moški more graditi v življenju. Če je ne gradijo, ima kot otrok. Torej moški more svojo moškost v življenju zgraditi, ker mu ni dana. Moški more moškost v življenju zgraditi in vzdrževati. Torej je vreden glede na svoje delo. Kaj pa vrednost ženske? Vrednost ženske je, da je mehka, ženstvena, lepa in vitalna. In takšna ženska je devica. Torej vsak moški si želi devico. Ali pa vsaj žensko, ki je imela zelo malo partnerjev, zato da je njena lepota, njena vitalnost, njena ženskost čim manj okrušena. Ker ženska se zgradi tako, da se očuva, da se zaščiti. Zato, ker če se ne zaščiti, poglejte, kaj se zgodi. Je že pri 30-ih, 40-ih stara. Stara, zmozgana in vse gre na kurac. Ker je bila celo življenje zaradi tega v moški energiji, ker je ni noben zaščitil in to žensko obremenjuje. In se vidi hitro, ratajo zgubane, nezadovoljne, vsi tipi jim grejo na kurac in manj vredne so. Torej, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da ženska, zakaj bi se moški dan danes sploh še boril za žensko, če ni vredna? Ona sama dokazuje, da ni vredna. Moški v njenem življenju je samo odraz nje, tako da se manj vredno oziroma nevredno obnaša do nje. Je samo odraz tebe samega. Zakaj bi se moški boril za žensko, ki ni čuvala svoje energije, ki ni čuvala svoje odprtosti življenja, svojega polnovrednega spektrja same sebe, svoje čistosti, svoje deviškosti. Zakaj se bo moški sploh boril? Zakaj bi se mogel dokazovati? Če je to nekaj, kar je pri ženski, kar je vrednega, in se more moški torej dokazati, da je vreden tega. Zakaj, če tega ženska nima? Ženske se pizdite, da se moški ne trudijo več za vas. A zakaj bi se trudili? Naprimer, jaz sem slišal žensko govoriti in to je zgodba dan danes, skoraj vsake. Torej, ti si imela že 10, 20, 30, 40, 50, 100 partnerjev v svojem življenju, dobesedno, ne pretiravam, dobesedno. In potem prideš v odnos, ta tvoja življenjska pot itak dokazuje, da si nevredna, da si manj vredna v energiji, zato se pa tako obnašaš. Jaz ti ne pravim, da si nevredna zaradi tega. Tvoje obnašanje dokazuje, da si ti v energiji nevredna. Jaz samo izpostavljam tvoje energetsko stanje, jaz te ne obsojam. Torej, ti si v stanju nevrednosti, manj vredna si, sama sebi, v glavi se prepričuješ, da si, ma v energiji nisi. In prideš v stik z moškim in potem rečeš,
po propadli zvezi, da ti si mu dala vse. To čuješ ženska reče, jaz sem mu dala vse. Jaz sem temu tipu dala vse, on me je pa izkoristil. In si tako zmeraj mislim, ma kaj vse si mu ti dala? Saj mu nisi nič imela zadati. Vso to svojo vitalnost in lepoto in nedolžnost, za katero se moški bori in si želi v ženski, si ti razdala okoli zastojn, zato ker si bila nevredna, si iskala potrditev v drugih in s tem sebe razdajala na okoli, torej drugim si dala zastojn samo sebe, se po poti s tem potrjevala svojo nevrednost in zdaj pričakuješ, da se bo tip boril zate. Zakaj? Zakaj pa naj se bori? Zakaj naj se današnji tip bori? Pa saj ni nič vrednega. Saj, če pogledaš, ne, naprimer, jaz se ne strinjam s tem, ko rečejo moški, da ženska mora nekaj prinesti k mizi, delo ali kaj jaz vem. Ženska ima za prinesti samo svojo čisto energijo, svojo lepoto, svojo vitalnost, svojo mehkobo, svoj polnovreden spektr same sebe. To je to. To je vse, kar si moški želi. Moški ne rabi eno žensko, ki mu pomagala finančne stvari delati. Ali pa nekega poslovnega partnerja. Moški si želi samo mehko, celostno, živo žensko. In takih žensk ni, ker so vse manj vredne, vse ste ranjene in zaradi tega v energiji nevredne, manj vredne in ker ravno zaradi tega iščete potrditev v tem, da se razdajate in potem pridete v nek odnos in rečete, da ste dali vse, vi niste nič imeli zadati. Ti nisi imela nič zadati, ti si prišla zelo revna v odnos, v energiji. In povej mi, zakaj bi se tip, ki naprimer v življenju veliko dela, zato da bi lahko omogočil to varnost ženski in ne vem kaj, in zaščito, če ta ženska na koncu sploh ženska ni, če ni ženstvena, če ni vitalna in če se je razdala vsem, torej on bo ves svoj trud vložil v nekoga, ki je vse to dal drugim zastonj. Po kateri logiki? Po kateri logiki se bo nek tip, ki se je gradil celo življenje, celo mladost, naprimer, ti nudil zdaj to svojo moškost, če si ti svojo ženskost dala zastonj drugim ljudem. Nič nisi imela. Revna si bila energetsko. Manj vredna si bila, nevredna si. In ravno to je začaran krog. Torej, nevredna si in ker si nevredna in ne vidiš svoje nevrednosti v energiji, ti se prepričuješ, da si vredna in se razdajaš ljudem. V resnici si samo lažeš, si slepa in iščeš konstantno potrditev v drugih ljudeh. Ti si na površini lažeš, da si se zabavala v seksu in ne vem kaj, v resnici pa iščeš potrditev. In kaj? Danes so ljudje itak površinski, edino intimo, oziroma v večini, edino intimo, ki se delijo, je seksualna intima, to je edina, in potem valjda, potem se ženska zadovolji s tem, to je edino itak, kar dobi od tipa od intime. In pol si ženske lažete, da imate neke ljubimce in da v bistvu ful kao uživate v seksu in nekaj, to je vse površinskost, to ni nobena intima. Jaz sem izkusil življenje s tako žensko. To ni neka velika vrednost. To je tako zelo poceni način življenja. V življenju je ful neke večje čarovnije in romantike in vsega živega in brezpogojne ljubezni, ampak si jo moraš najprej dovoliti sebi.
če hočeš nekaj takega srečati v življenju. Če hočeš, da te seksualnost zadovolji, da te nahrani, če hočeš, da te odnos bogati, dovoli si žalost, udajaj se v njo, ker veš, da ti fali ta mehkoba. Moreš biti videna v njej in šele, ko boš spontano sposobna izražati sebe, boš v energiji doživela integracijo. Do takrat lahko 1001 afirmacijo in terapijo delaš, dokler se ne zgodi spontan izraz. Kadarkoli ti življenje predstavi test, torej kadarkoli ti življenje predstavi test, ti se spontano, mogoče celo nezavedno, izraziš v delu sebe, v katerem se nisi nikoli. Takrat je integracija zabeležena. Takrat imaš od Boga oziroma od življenja ček, narejeno, končano. In potem to živiš. To je sprememba v energiji in to je avtoriteta naše izkušnje. Mentalni svet bo potem zrcalo tega, ne boš niti pomislila na afirmacije, ne boš niti pomislila na to, ali si vredna ali ne, tako boš živela in življenjski partner in vse situacije v življenju se bojo obnašale glede na to, kakršen si sam. Ni za brezveze govor, isti tiči tičijo skupaj. Podobne stvari, ista energija privlači isto energijo. In to se nam dogaja celo življenje. Celo življenje nam življenje zrcali nas same, kje smo. In res moram ponoviti, ker vidim, da ljudje so zelo mentalni. Nema veze, kaj imaš ti v glavi. Če v energiji ni integracije, ni ničesar. Nimaš nič. In potem mi je ženska rekla, oziroma si mislite, ok, Uroš, ampak jaz sem zdaj imela že toliko partnerjev, torej kaj, zame je konec pol ali kaj? Torej kaj, jaz nisem devica, zdaj je konec zame, kaj da naredim? Če si devica, super, to je najjače. Če imaš malo partnerjev, super, čuvaj se, ne dajaj se več okoli. Nema seksa do poroke. Nema seksa do poroke. In tretja opcija, kaj je, če si še zmeraj v tem stanju, kot si živela do zdaj, v stanju manj vrednosti, je edina stvar, ki te reši in vrne nazaj na začetek, je razsvetljenje. To, o čemer jaz tukaj govorim že cel cajt. Je razsvetljenje svoje sence, svojega dela sebe, od katerega bežiš. Poanta mojega kanala je razsvetljenje. Harmonija. Če se ti razsvetliš, kaj to pomeni? Da pogledaš vse dele sebe in jih živiš. Torej, ko nimaš več mehanizma represije same sebe, ko si sposoben spontano izražati samega sebe v celoti pred očmi javnosti, takrat si v opolnomočenem, polnovrednem stanju. Razsvetljeno bitje, naravni človek. Če to dosežeš v življenju, kar je popolnoma izvedljivo in možno, si ponovno devica. Ponovno si nedolžna. Zato se pa reče, da je bila Marija devica. Žena od Kristusa. Zato se pa reče, da je bila devica, ker je bila razsvetljena ženska. In to ima vsaka ženska možno doživeti. Vse smo imeli ljudi, ki so bili vzor tega. In oni niso to celo življenje delali. Kaj, pri 30, 33 je bil Kristus razsvetljen.
Ko boš, če slišiš ljudi govoriti, da je to celoživljenjski proces ali pa da rabiš par življenj, to so nabijanja, to so limitiranosti. Če že hočeš biti iskren, reči, da ne veš, ker res ne veš. In glede na to, da so to ljudje doživeli pri mladih letih in poznam žensko, ki je to doživela v 3 letih, 2-3 letih, it's doable. Tako da povedal sem, da si morajo to dovoliti čutiti, mora biti videna v tem in šele ko je spontano sposobna izražati to pred očmi javnosti, se je integracija v energiji zgodila in to je njena pot, edina pot k vrednosti, celostnosti. In ko bo živela v tem stanju, ko človek živi v tem stanju odprtosti, dovolitve oziroma ne distrakcije od polnosti sebe, mu življenje to odraža in dokazuje v drugih ljudeh in situacijah. Ženske same postavljate mejo oziroma standarde, merila, kako naj se ljudje obnašajo do vas. Torej, dokler ženska ti ne boš, nema seksa do poroke in si ta cajt vzameš za to, da se soočiš s svojo bolečino, se ne bo nič spremenilo. Celo življenje boš bežala. To delamo vsi. Če si ne vzameš časa zase, to pomeni, da dobesedno bluziš in si samo s sam sabo in se ne zamotiš z ničemer, torej nimaš nobenih distrakcij v življenju in si dovoliš celostni izraz sebe, da se začneš spoznavati z neprijetnimi deli sebe. To je tvoja pot, to je edina pot. Jaz sem probal vse te terapije in kundalini activation procese in vse živo sem probal, nič ne deluje, to so bučke, vse, to boš delal celo življenje. Poznam ljudi, ki to že leta delajo. Te duhovne prakse so same laži, sami triki. Zato pa govorimo o stanju resnice, edino realno stanje, ki je, torej sprejemanje celostnosti življenja, samo to je. Vse ostalo, vse te metode so sami triki. Ženske same postavljate standarde, nema seksa do poroke. A ja, še nekaj bom povedal. Čeprav sem to temo hotel odpreti, ko naredil video o seksu. Ta seks, ki se zdaj ponuja v svetu, v družbi, je zelo poceni seks. Zelo poceni seks, zelo površinsko ljubljenje. In ljudje, ki imajo dosti partnerjev, nimajo pojma o ljubljenju. Zato, ker več partnerjev, ko imaš, to pomeni, več jih imaš lahko samo tako, da si površinsko imel, ker če se res hočeš spustiti v globino z nekom, si moraš cajt vzeti in to traja leta.
Tako da ženske in moški, ki imajo veliko partnerjev, imajo itak zmeraj površinski seks in površinski seks je nek hiter seks, kjer imaš lahko samo zmeraj eno in isto stvar, ker itak ni cajta in intime, da bi se razvila globina. Torej, ljudje, ki imajo dosti izkušenj dan danes, niso izkušeni ljudje, so zelo ukalupirani ljudje. Poznajo en tip seksualnosti in to je to, konec. V seksu je toliko več sposobnega, toliko več intime, je toliko več pestrosti, barvnosti, okusov in vonjev in lepote in romantike v seksu, toliko več je vsega, toliko več ljubezni je v seksu. In te ljudje, ki imajo ogromno partnerjev, ne doživijo nič od tega. Nič. Ljudje, ki imajo ogromno partnerjev, imajo en in isti površinski seks. Tako da une ženske, ki rečete, da seksate kao za zabavo ali ker ste kao potrebne, sploh ni res. Ker to sploh zabava ni. Vi sploh ne veste, kaj je zabava. Če imaš zmeri tak en in isti površinski seks, to sploh zabava ni. Ja, vem, to je edino, kar poznaš. Še nekaj sem hotel povedati, sem pozabil. It is back. Ženska ali pa moški, se nema veze. Človek, ki je manj vreden, ki je delen, ki je nevreden, skozi partnerja išče, da bi dokazal svojo vrednost, svojo polnost. Torej, skozi partnerja želiš v sebi vzbuditi iskrico do življenja. In kaj s tem delaš? Ti praviš, da si potreben, da si potrebna seksa, ampak v sami besedi, da si potreben, se skriva namen tvojega seksa. Torej, jaz sem slišal ful žensk govoriti, da one imajo ful življenjske energije, ful seks. Jaz se strinjam, da imajo te ženske več seksualne energije. Jaz se strinjam s tem. Ženske imate sigurno več seksualne energije, več življenjske energije. To je 1000%. Ampak pol pa slišiš ženske, ki so slepe, in se zgovarjate, da ste ve ful potrebne in da rabite seks. In kaj sem hotel povedati, da ravno v tej besedi, da ste potrebne, dokazujete, da nimate življenjske energije. Ženska, ki se ogromno seksa naokoli in ki je že mogoče od samega štarta bila ranjena in je nevredna in je manj vredna, kaj to pomeni? Manj vrednost pomeni, da premoreš samo delnost svoje življenjske energije. Človek, ki ni celosten, torej človek, ki nima konstantnega pretoka življenjske energije, ima zelo nizko vibracijo in ima zelo malo življenjske energije. In ravno zaradi tega si potreben seksa, ker seks v tebi vzburi, sproži nekaj te seksualne energije, jo sprosti. Ampak to se po seksu konča. Konec. Torej vsi ljudje, ki mislite, da ste potrebni seksa, ja, ste potrebni seksa, ma ne zato, ker imate zadat in ker bi se radi ljubili, ker ste polni, celostni in imate zadat in bi se radi polnili z drugim človekom. Zato, ker bi radi, ker imate toliko ljubezni, da bi jo radi delili kot nek overflow z nekom drugim.
To ni v današnjem svetu. V današnjem svetu je, jaz sem manj vreden v energiji, jaz sem delen in sem potreben seksa, da vzburim del svoje energije v sebi, ker to da seks. Ampak takoj, ko se seks konča, je konec, to izgine in pol to iščeš konstantno v novem partnerju ali pa v istem partnerju in če do česa pride, torej ljudje, ki so delni in ne stremijo k tem, da bi bili sami celostni, so konstantno potrebni in kaj narediš, če si konstantno potreben partnerja, siliš v seks in to delate in ženske in moški. Partnerja silite v seks, ker ste potrebni, zato ker ste manj vredni. In bi radi s seksom, zavedno ali nezavedno, dokazali svojo vrednost, dobili potrditev in istočasno v sebi vzburili nekaj življenjske energije. In če imaš takšno seksualnost, kjer sta dva potrebna, kaj se zgodi? Na neki točki taka seksualnost je večinoma ena in ista, zato ker je iz potrebe, ni iz želje, in iz prostora, kjer si se pripravljen spoznavati, ni v globino in pustiti odprtost in pestrost, ampak konstantno stremiš k temu, da se zgodijo neki orgazmi, neka eksplozija in konec. Zato, da ti doživiš to svoje vzburjenje. Torej, vsi ljudje, ki ste potrebni in mislite, da imate ful življenjske energije, ste slepi. Vsak človek, ki je ful potreben, je ravno zaradi tega, ker nima življenjske energije. Ker človek, ki ima življenjsko energijo, ni potreben. Človek, ki ima življenjsko energijo, je seksualen in življenje živi seksualno. Je njegov cel dan živ življenja, poln življenja. Ni samo, če se pofuka. Torej, človek, ki je potreben seksa, je potreben zato, ker mu manjka življenjska energija. Ker vidim, da se prodaja v tem svetu duhovnosti neke tantre in kakršne koli oblike seksa se prodaja neka ideja, da ljudje imajo ful seksualno energijo, ljudje si rečejo, jaz imam ful seksualne energije, zato ker rabim non-stop seks. To ni res. Če si ti potreben ali potrebna in rabiš non-stop seks in si ti misliš, da se zabavaš s seksom, si lažeš in si slepa. Ti rabiš non-stop seks, si potrebna zaradi potrditve in zato, ker ti seks da občutek vzburjenosti življenja. Ker seksualna energija je življenjska energija. Če bi ti bila res vredna in polna seksualne energije, ti bi jo čuvala. In bi rekla, nema seksa do poroke, ker bi vedela, da to je tvoje življenje, ta vrednost, ta življenjska energija in bi jo cenila in bi jo dala samo nekomu, ki jo bo znal ceniti, ki jo bo znal prepoznati kot vredno. In tega vi ženske ne delate, in niti tipi tega ne delajo. To je prava seksualnost. To je naravna, zavedna, polnovredna seksualnost človeka, ki jo mi kot človeštvo ne poznamo. Vsi, ki so potrebni zato, ker so prazni. Kdor je poln, si želi. Kdor je poln, si želi in če ne dobi, mu je isti kurac. Bo imel pač vzburjajoč cel dan. Samo oni, ki ste prazni, morate to dobiti, moreš dobiti seks, ker če tega ne dobiš, pol je nekaj narobe, ker si prazen in si soočen s to svojo neprijetnostjo, s katero nočeš biti. Moraš dobiti potrditev z seksom, moraš dobiti vzburjenost s seksom, ker si prazen in ti si na površini razlagaš, da si potreben, v resnici si pa prazen. Seksualen človek, ki ima življenjsko energijo, ki dovoljuje pretok seksualne energije, ki nima represije nad življenjem, ki je odprt, tak človek je najbolj seksualen. In tak človek seksa ne rabi, tak človek si žensko želi, tak človek si partnerja želi, tak človek si želi ljubiti, si želi deliti to življenjsko energijo. Ne zahteva nič od tebe, te ne prosi. Ali pa manipulira, da bi dobil nekaj od tebe. Tak človek je zadovoljen. Mi tega nimamo v družbi. Torej drugič, ko si misliš, da si potrebna, se vpraši,
kaj ta potrebnost sploh pomeni. A si ti res polna življenjske energije, ker se tako zelo ljubiš v celoti in bi rada to delila z nekom? Če bi bila na tem nivoju, bi to cenila in bi zahtevala, da to drugi tudi ceni od tebe. Ker če se tega ne zaščiti, se troši, se uniči in pol tega nimaš nikomu drugemu zadati več. Torej, to je neprecenljivo. Tvoje življenje je. Je to potrebno? Si ti res na tem nivoju, si res celostna, ali to prihaja iz tega, ker rabiš potrditev in ker bi rada občutila iskrico življenja v sebi, ker je nimaš. In torej si slepa, si govoriš, da imaš ful življenjske energije, v resnici je nimaš sploh. In ker hitro daš tipu, noge narazen, se še hvališ, da mu vse daš. Ti mu nisi nič imela zadati. To, da si se ponudila kot ena kurba, samo kaže, koliko si nevredna. Tega ti najbrž noben ni povedal v lifeu. Jaz te imam rad bi te zaščitil, zato ti to govorim. Ker mi ljudje smo slepi kot kure, brez glave. Marsikaj si napačno predstavljamo. Danes ženske sploh nimajo stika s seksualnostjo in svojo življenjsko energijo, se res obnašajo kot neki nezreli fantje. Si mislijo, da so potrebne. Sama beseda potrebnost pomeni, da rabiš. Torej, jaz rabim seks in tako se te ženske obnašajo, jaz rabim seks, če ga ne dobim, je nekaj narobe. Nisem dobila potrditve, nisem dobila iskrice življenja, ki ti jo seks da, in potem si prisiljena se soočiti sama s sabo. In ker tip ima svoje probleme in se ni soočen sposobiti sam s sabo, se ni soočen sposobiti s tabo. In kaj pol naredi? Te zadovoljuje na silo, zato da ima mir, zato da bo mir. Če imaš takšno seksualnost v življenju in takšno seksualnost imajo vsi, ni čudno, da na neki točki te seksualnost mine in te to sploh ne zanima. Ker se siliš v neko površinsko zadovoljevanje, nekaj, kar sploh pristno ni in celostno ni. In tega je ogromno, več kot si mislite. Nekdo, ki ima vzpostavljen konstanten pretok življenjske energije, je najbolj seksualen, sposoben intime v življenju, prave globine, celega spektra seksualnosti in intime. Človek, ki se je pogledal, ki se je spoznal, in samo tak človek je sposoben nekoga drugega spoznati in istočasno nič ne rabi od njega. Tak človek ni potreben. Tak človek si želi ljubezni, si želi seksa, si želi intime. Če jo ne dobi, to seksualno energijo preimenuje v življenjsko energijo, samo preimenujejo in živi življenje. In čaka, da pride nekdo, ki bo na njegovem nivoju. Zato, da lahko končno vzpostavimo močne unije moških in žensk, opolnomočenih moških in opolnomočenih žensk, ki bojo generirali pravo seksualno energijo na tem planetu. Imam toliko za govoriti, tako da see you next time.